Mogoče smo imeli nič točk na tem radu, ne? Pozabil sem, moja napaka je, pozabil sem, da je Foxy tam. Nimam pojma o njegovi predvidljivosti, tako da si jemljeva plac. Pazi voiceover, to je recap tretje in zadnje runde Race Gazmic Drift Cupa letos. V rundo prihajam kot vodilni v prvenstvu in potrudil se bom tudi to, da vodstvo zadržim. Zaradi visokega števila prijavljenih voznikov, mislim, da nas je bilo več kot 35 na štartu, pa je potrebno precej dolgo časa čakati na štart, zato sem tekom treninga uspel narediti samo nekaj krogov. Sem pa tudi hitro menjal v Lexusa, zato da sem ga segrel in bil pripravljen na morebitne drift taksi vožnje. Mogoče je meni problem nekaj. V tretjo gre rado? A? V tretjo gre rado? Ja, očitno pa moram še tretje rundo probati. Dobar je. Za dijamante ćeš se prodati. Erik Janković pripravljen. Erik prosi dronista, da mu pristane na roko. In gremo. Erik Janković s svojim Toyotinim Lexusovim V8, kakor kdo pozna iz kje mu ta motor. Erik rad vozi agresivno z veliko kota. Ni ravno obdarjen z veliko konji. Si videl, svoj lock kit je izkoristil do konca, ampak še zmeraj mu tale cona ni šla zdaj dobro. Uspel je rešiti izhod. Tudi zdaj nekako s klačkikom uspel rešiti tale izhod na koncu. Ni bil pa to naš Erik, ki ga midva poznava. Nekaj mu trenutno ni pasal najbolj, se mi zdi. Mojega sebe malo, veš. Je dolg čakal, da se fanti odpeljajo, da lahko zadnji zaključijo. Ampak to je cost of business, če si prvi v prvenstvu, da zadnji štartaš na kvalifikacijah. Ne? Kot je povedal Edo, štartal sem zadnji od vseh voznikov. Temperatura je padla za 10 ali 15 stopinj napram treningom tekom dneva, pa tudi ogromno vlage je padalo. Recimo zadnja šipa je bila čisto zarošena, pa avto cel vlažen. Zato sem si vzel malo manj hitrosti v prvi ovinek in to me je takoj stalo, ker sem pričakoval razliko v gripu, recimo okoli 20%. Te razlike pa skoraj ni bilo.
In ta ista napaka se ponovi tukaj za clipping pointom, kjer vzamem premalo hitrosti v cono pred LCD-jem in na ta način sem šelal po celi coni, zgubim nekaj točk in moj prvi run je v bistvu throwaway run, s katerim sem uspel zbrati nekaj podatkov o progi in se pripraviti za moj drugi run, za katerega sem upal, da bo izboljšava prvega. Snema svoje vožnje, dela čudovite vloge, vabljeni pogledati. Vloge na YouTubeu, vsako tekmo lepo Skids in Republic Banana. Tako. Gremo, Erik Janković, drugi run. Žal sem spregledal točke prvega rana. Bojo se sigurno objavljene zdaj tudi po koncu drugega rana. Lep transition, hiter. Malo boljše kot prej se mi zdi tokrat. Erik, Tudi nekaj ta- iskrami na prehodu. Outer zone lepše zapolnjen kot v prejšnjem ranu. Tako. Zelo blizu klipa. Kirurško kot naš Erik zna. To je pa že bolj podoben tismu, česar smo navajeni na Tako. njega. Takole smo navajeni Erika voziti, ja. Evo, čas za drugi run, tale je pa banger. Iniciacija na zunanjem robu proge, tukaj ni cone, tako da si lahko v bistvu kjer ti paše inner clip precizno kot treba. Ta linija od tega inner clipa do naslednjega outer clipa je dosti tekoča, tudi kota je bilo kar nekaj. In potem se v bistvu zelo lepo z sam nožno bremzo pošlepam do naslednjega outer clipa. Transition tu je tak obetaven, ampak ni najlepše izpadel in tudi malo sem šelal, ne. To je pa zato, ker smo med treningom imeli te stožce na zunanji coni podrte in ni bilo nekega visual clueja, kje točno iti, da zafilaš to cono pred LCD-jem. Ampak to ni bil nek problem, je pa bila to edina taka stvar na tem runu, ko bi jo res kritiziral, pa rad izboljšal, če bi imel na voljo še tretji run. Naslednji inner clip spet natančno, outer clip super. Zaključna zunanja cona se začne pri drugem količku na desni, pri drugem stožcu je to in mislim, da je ta tudi dobro ratala. S tem runom sem zaslužil prvo mesto na kvalifikacijah in tako še povečal prednost v skupnem seštevku za letošnjo prvenstvo. Evo, drugi dan res gazmika tretje runde, ne. Včeraj nisem nekaj dosti snemal, ker ni bilo hajpa okoli tega. Dosti se je čakalo zaradi visokega števila prijavljenih voznikov. Ampak tako enkrat rekel Klemen Girilc, ne. Tekme niso zato, da prideš trenirati, ampak zato, da prideš pokazati, kaj znaš voziti, oziroma kako znaš voziti. In to je meni včeraj dobro uspelo s prvim mestom na kvalifikacijah, čeprav ni ful hude konkurence Javite se v komentarje, če ste zadnji, se skenslajo straight pipe. Čeprav ni bilo ful hude konkurence, to ne pomeni, da ni dobrih voznikov na štartu v Unlimited razredu, ampak da ni dosti voznikov, ki bi konkurirali za najvišja mesta, ne. Se je bilo treba krepko truditi, pa tudi v mojem klasu se nekako spravila skupaj in na koncu zelo lepo odpeljala kvalifikacije. Danes je drugi dan, štart je po suhi progi za razliko od včeraj, tako da so treningi takoj začeli potekati v polnem čaru v progi, kot bo načeloma cel dan, ker je napovedano suho, ne? Kar je pa dobro za november, ker nismo bili ziher, če bo vreme zdržalo. Zdaj bomo šla z Ajdinom prvi krog, da vidimo, kak je proga, da vidimo, če je avto cool. Bomo pa šli na desno stran Lexusa, pa peljali kak drift taksi.
Ta vikend je furala tudi Klaudija, v soboto ji je nekaj nagajal avto, ampak se je kljub temu uspela uvrstiti v top 16 med nekih 25 tekmovalcev, ki so se prijavili v OM Plus razredu. Sicer se je uvrstila na 16. mesto in je takoj v top 16 fasala Martina, ki fura 3.0 E36, njegov avto je precej hitrejši, 2.5 motor v E30, ki pač ne more držati tempa z dosti hitrejšim kompaktom. Je pa res, da Klaudija ni izkoristila vsega v svojem chase runu, v lead runu pa je škodovalo predvsem to, da je falila zadnji zunanji klip in pa zadnjo zunanjo cono, ker če ne, bi to celo mogoče bil one more time. Za naslednjo sezono se mora odločiti, ali bi še vedno rada vozila OM Plus razred. Če je temu tako, potem je za razmisliti, da bi E30 mogoče dobila kak močnejši motor, kakšne fiberglass kose, da bi izgubila še nekaj kil in pa tudi boljše gume, zato ker je v OM Plus klasi tudi potrebno biti na semislikih, če hočeš biti konkurenčno hiter. Zaradi omejitve moči na 250 konjev ni ogromne razlike med avti, ki so na semislikih in med avti, ki so na navadnih gumah, ampak je vseeno razlika in ta razlika v pol dolžini avta lahko naredi razliko med zmago in porazom v betlu. Medtem ko je tudi mene mikalo, da bi se naslednje leto udeležil OM Plus razreda, zaradi goste konkurence v tem razredu, sem po premisliku ugotovil, da me v bistvu vožnja avtov z pod 250 konji ne veseli več toliko kot me nekoč. Še vedno z veseljem skočim v katerikoli avto, v katerem imam šanse narediti kak krog, ampak se mi ne zdi smiselno, da bi vlagal vso to delo in denar v nek avto, ki ni dosti cenejši, je pa precej počasnejši od avta v Unlimited razredu, ker recimo avto Unlimited razreda z nekim V8 motorjem in original računalnikom, kot je moj 3UZ, je lahko relativno poceni. To ne pomeni, da je to malo denarja, ampak pomeni, da ta avto ne stane 3-krat več od avta OM Plus kategorije, gre pa občutno bolj. Ni nujno, da so ti stroški astronomski, dokler se ne dotikaš nekih turbo predelav ali pa vgrajuješ motorje z 400 konji in več. Tako da mislim, da je tudi za Klaudijo pravilna odločitev, da stopi v Unlimited kategorijo, saj avte obvlada dovolj. To se ne planiramo iti na streho. Zadnji se treba pripeti, ne? Ja. Hecam se. Peljamo. Pa da ne bi snemala, uživaj v vožnji. Vse si na kameri. Zdaj je že direktno tak klip motor, ne? Jaz tudi priporočam, da uživaš na vožnji. Opa, gospod, vi ste v napoto. Da vidimo ta Lexus. Ja, malo mu fali še powerja, ampak bomo rešili čez zimo, ne? Drugače pa okej. Da vidimo, kako je zadnji vid v žici. Sovoznik sem že, jeba, to sem na drugi strani. Ja, do neke mere je jeba. Gume so flat spotane, zato Tam je tako smut, nabija. kot kurva. Ja, dolgo me dosta, 1700 kil plus baterije, ne? Šlist, smut. Pa, šlist je šlast. To se pele. Ja, naj vam bo motivacija, da se še kdaj oglasite, ne? Mogoče med treningom, ko imamo se več časa. Itak. Ej, pazi ga. Jup. Ful se smut pele avto. Ja. Tudi zadnji. Ej, drugače avto so original kosi, ampak je vsaka roka predelana, vsaka puša predelana. Ej, pač hudo se pele, ne? Hvala ti. V Skid Shopu se lahko zahvalimo, da imamo polovico teh fantov sploh tukaj na štartno ciljni ravnini, ker kiti in vsemi ostalimi potrebnimi stvarmi. dele za vaše vozilo, da jih predelate. Modelarski klub RCDC je tudi tokrat postavil drifterski poligon, pa tudi progo za off-road modele z nekaj skakalnicami. Meni je bil valjda najbolj zanimiv drifterski poligon, ker se je dalo driftati cel dan, lahko si probal avtke od drugih, lahko si prišel s svojim in vozil. V glavnem super je bilo voziti z drugimi na tepihu, ki ima dosti gripa, je dosti predvidljiv. Poleg drifterja so bili pa valjda prisotni vsi možni modeli, od bagrčkov do off-road bagijev, trophy trakov, monster trakov in tako dalje. V glavnem to je ena stvar, ki si je vredna ogledati.
pa se mogoče odločiti za ta zanimiv hobi. Je bilo pa zvečer, ko je padla vlaga, videti, koliko je padel grip na tepihu in je bilo dejansko, kot da bi driftal po mokrem, zelo počasi, kot je možno videti na tem posnetku. Evo, kot prvi sem na Bajranu, zato ker nas je premalo za top 16. Za prid top 8 moram pokazati samo, da avto deluje, tako da bom naredil en run za sebe, za publiko, da spoznam pogoje na progi. Štarter že čaka na znak z mosta. Imamo pa danes šipe, to je zato, ker imam še vedno črno lečo in ni za ponoči, pa zato, ker je zunaj zelo hladno, ker smo 12. novembra. Pa da se ne prehladim. Je pa treba zamegliti malo tele gumbe, ker čisto pred svetijo in bo pol dost boljša vidljivost ven z avta. Čeprav exposure nabije te full, pa niso moteči, ker je ta svetloba dost manj močna. Tako da zdaj, ko prijem v bokse, bom v bistvu mogel tole nekak, ker črni silver tape. In gremo, Erik Janković pred Klemnom Klemarjem v prvi vožnji. Lepa iniciacija, lep kot, lepa hitrost obeh tekmovalcev, kot se pričakuje od Unlimited Pro klase. Klemen Klemar zelo rablja limitator svojega motorja. Ampak tukaj z malo napako, mogoče je bil malo preveč agresiven. Erik Janković, hladen kot špricer, bo s tole linijo, tako kot jo zna. Od roba do roba, Erik Janković, Klemen Klemar. Dajmo pogledati počasen posnetek. Manji, Skandiflik, kakorkoli rečemo temule zavijanju kontraovinka, preden začneš drift. Preneseš težo, potegneš ročno zavoro in si v prvem ovinku. Zelo malo zavore se vidi, tukaj je Klemen Klemar veliko korekcijo naredil, šel čist ven z linije. Dobro popravil zadevo proti izhodu. Inner clip mu ni delo težav, tukaj je znova pokrajšal Eriku malo bolj približati. Tako, tukaj se je hotel Eriku približati proti koncu, pa mu ni najbolj uspelo, Erik je ostal neomajen na svoji liniji. Če se prej 30 potrudiš olajšati avto, si pa lahko tudi na toni, kar je zelo, zelo lepo. Klemen Klemar vodi tale drugi run. Vidi se razlika v konjskih močeh, Erik je malo zaostal, ne zato, ker bi hotel. Neka napaka Erika. Napaka na avtu. Nekaj je šlo narobe. Ne nadaljuje vožnje. V glavnem, tisti, ki pozorno gledate, ste opazili, da že na treningu je tretja zaškrtala. Na drugem runu top 8 betla sem pa uspel menjalnik poriniti med prvo in med tretjo in ostal brez pogona. Razlog za to je pa predvsem to, da sklopka ni dobro odvajala. Najprej sem mislil, da sem se jaz grdo zašaltal, to sem pa ugotovil kasneje, ko sem probal avto naložiti na prikolco in v bistvu nisem mogel dati v prestavo, dokler nisem napumpal pedala za sklopko, podobno kot takrat, ko jo hočeš odzračiti. In šele takrat sem lahko lepo dal v prestavo. Tako da to pomeni, da ali prišel nekak zrak v tekočino, ki odvaja sklopko, ali je ta tekočina zavrela, ali se pa poslavlja gumi, gibljiva cevka, ki vodi to tekočino do spodnjega cilindra. Tukaj se moj dan voženj zaključi in v finalu se znajdeta Klemen in Gašper. Tako da Klemen je na koncu uspel zmagati in v bistvu prvič v svoji drift karieri zmagal event. Čestitke njemu, pa čestitke tudi ostalim, ki so prišli danes na stopničke. Tona pa 500 konj, to je pa že res zabavna zadeva pri Klemnu Klemarju. Kar na nivoju. Tudi tale Miata mora biti agresivno zabavna. Evo, poglej, koliko je razlike. 200 konjev se skoraj vidi takoj, vendar Gašper se ne bo dal. Zdaj si Gašper z namenom pusti malo prostora. Jaz pa mislim, da kar vozi na polno in ne more tlele nadomestiti konjev, vendar z lepo linijo se je Gašper popolnoma približal Klemnu. Lepo obadva v teli zunanji coni. Nekaj razdalje ima Klemen zaradi same moči, ki jo ima avto. Vendar Gašper požrtvovalno z gasom do konca. Lepa vožnja obeh tekmovalcev. Do 250 konjskih moči. Fantje dejansko vozijo tako, da ne ostane niti konj, ki počiva pod motornim pokrovom. Zdaj hočem videti pa, kdo bo najbolj moker v šampancih.
Miha Kugonica je prej pripravil, da vidimo, kdo bo danes prvi. Gregor Kuka, če nima nekih izkušenj s tem, ne vidim, čeprav je že zmagal. Rok Mlekuš se mi zdi, da prvič se upada šampancem v svojem življenju. Evo, to je zadnja OM Plus podelitev v letošnjem letu. Vsi trije na stopničkah vozijo avte s 3-litrskim M54 motorjem, tako da ta motor je no-brainer za tekmovanje v OM Plus razredu, kljub temu, da je njegova zanesljivost nekoliko slabša od recimo 2.8 pa 2.5 motorjev. Vsi trije avti na stopničkah so BMW, to so E36, E46 šasije, ki so najbolj pogoste, pa tudi po mojem najboljše šasije v regiji. Veseli me, da njihovi avti uporabljajo tudi en kup skid-shop kosov. V tej priliki bi pa rad čestital Miha Kugoniču, ki se je letos odlično izkazal, danes pa končal na 3. mestu, Roku Mlekušu, ki je danes končal 2. in pa Gregorju Kukcu. Njegov Sea Time se je obrestoval in za zmago na zadnjem eventu se je pospel na najvišjo stopničko in tudi zmagal v skupnem seštevku za OM Plus razred za letošnje leto. Čestitke. Današnji zmagovalec! Klemen malo nenavajen stopiti na najvišjo stopničko. Klemen, navad se, če boš takole vozil, bo še kakšen pokal več naslednje leto. Sigurno. Ajmo, foto up. Slike za mamo morajo biti. Dajte ga slikati, fanta. Treba mami reči, poslušaj, kaj je delal Poba čez vikend. Ni šel v kafano pit, šel je gume kurc. Ampak prvaka prvenstva pa danes ni na teh stopničkah. Upam, da še ni šel domov, kaj ti razglasil bi prvaka Unlimited Pro klase Race Gazmik Drift pokala. In to je naš in vaš Erik Janković! Žal danes zaradi tehnične okvare verjetno ni mogel priti, ampak gledajte, koliko je visok fant, skoraj isto visok kot tretji uvrščeni brez stopničk, ne. Tako da Erik bo dobil pokal, ko ga uspemo dokončati. Pokali bojo zelo posebni. Gremo pa zdaj, fantje, zdaj pa še bitka šampanci. Kdo bo koga zalil prvi? Dajmo pogledati. Kdo ima največ izkušenj s tem polivanjem? Evo, Race Gazmik prvenstvo je zaključeno, rezultati so znani. Z mojim rezultatom sem seveda zadovoljen, med drugim je to še ena izmed referenc v moji drift karieri. Je pa tudi pokazatelj tega, da lahko z relativno enostavnimi in dostopnimi kosi konkuriraš mnogo dražjim, mnogo močnejšim avtom. Zato je pa potreben sistematičen pristop, analiza svojih napak in napak tekmecev, mogoče kak spotter in pa dosti vožnje. In zdaj, ko smo pri racionalnosti, za vse, ki se hodite žaliti k meni in sobotah in nedeljah, kako vam ne paše sojenje, kako se dolgo čaka in podobne stvari, je res, da sem jaz do neke mere vpleten v organizacijo teh dogodkov, ampak nisem niti približno glavni. Dobro veste, kdo je organizator, dobro veste, kdo je vodja sodnikov, tako da ob pravem času, na prav način predlagajte njim izboljšave oziroma jih opozorite na napake, če se vam zdi, da so jih storili pri organizaciji ali pa izvedbi. Ker to, da se hodite meni žaliti, pa ste pol vsi ostali tiho, ko pride do nekega problema, kot ste bili vozniki tiho v nedeljo zjutraj in ste pol tekom nedelje jamrali, da se dosti čaka, s tem pač ne rešite tega problema, ki vas stare. Te izjave ne jemati kot osebni napad, ampak vzemite to kot vzorec, s katerim si lahko pomagate, ko želite rešiti nek problem. Tako recimo večini voznikov na CDC-ju ne paše to, da je en zbit stožec 0, vam mogoče nekaj paslo na tem dogodku, meni pa kaj ne paše na katerem drugem. In verjemite, da je tako organizatorju kot meni, pa očitno tudi vam v interesu, da te dogodke izboljšamo, kolikor se le da, da bodo še boljši, kot so bili že uspešni dogodki letos in da bodo ti dogodki uspešni ne samo naslednjo leto, ampak v vseh bodočih sezonah, ki sledijo tej. Rad bi se zahvalil publiki, ki prihaja gledati te evente, ki uživate ob teh dogodkih kot gledalci. Na ta način posredno omogočate tudi nam voznikom, da se udeležujemo teh dogodkov in da sploh na njih vozimo. Hvala vsem, ki kupujete kose na skid-shopu, čestitke vsem, ki jih uspešno uporabljate na tekmovanjih. Posebej bi se pa rad zahvalil moji najbližji ekipi,
ta vikend predvsem Aidinu in Ani za pomoč v boksih in tudi Jaki in Poliju za pomoč pri krcanju folka v drift taksi. Vse zadnje pa Tjanu za banner, ki mi je polepšal dokaj turobno nedeljo, ki ste ga pa lahko videli na live streamu ob ograji desno od LCD-ja. Sezona vožnje na suhih progah je skoraj zaključena. Z ekipo se bomo potrudili biti vsaj enkrat na mesec na progi tekom zimske sezone, da ostanemo sveži za volanom, da razvijamo avte naprej. Vsi, ki gledate ta video, upam, da vam je ta vsebina všeč. Če je to tako, ne pozabite lajkati pa šerati. Če si želite več te vsebine, dajte se subscribati na kanal. Sledi več tehnične vsebine, saj bomo čez zimo dosti v garaži. In to je to z moje strani za danes. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.